2-3 tedne sem bila z Angležem, sem pa ugotovila, da poravnam se pa da teč, ne, in pol si par tednov si po ravnini in Anže mi samo en tak kup pocestne čevlje. Sem pa jaz skozi imela nekako, da ne bi bila tista, ki grejo ljudje za 42 pa prvič maraton teč. In na vsakem spustu sem imela take krče, da nisem vedela. Pač od tega, kar sem bila čisto napet, pač kar ste strah. Hit se obleč greva, sem laufal mimo enega zavetišča in te lahko sprehajaš pse. Spoštovani, spoštovane, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Zagret za tek. Junij je tule, za vikend je Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih na Veliki planini, kamor boste sigurno prišli. Ja, ne hoditi v petek okrog 10, ker bom nekje pri Gradišču Bruhov, če bom prišel do tja. Z mano pa danes super gostja, najprej čestitke Aja Kozin za zmago na Kočevsko outdoor trailu. Hvala. Mislim, prideš, utečeš, zmagaš takole z lahkoto, ne bom rekel z lahkoto, ampak kako je bilo spet na teh stezicah? Ja, drugače je res, da mi še nikoli ni bilo tako lahko kot pa ravno zdaj ta vikend. Ampak je pa tudi res, da letos ni bilo nekih teh hitrih punc. Še ta Madžarka Kitty, ki je bila prijavljena, ona se je v bistvu imela neke poškodbe, pa se je prepisala na krajšo, tako da pol je bilo samo treba priti do cilja. Ti pošto, ne, moče si postrašila, Aja Kozin, kaj pa veš? A se niste dajali na tisti Golden Trail serije? Bila takrat tisto leto, ko si bila ti tudi? Ja, ona je zmagala. Sva pa tudi že bila na Hvaru skupaj, ampak ja, ona mi je tudi kar prednost naredila, pač je veliko boljša. Se bo mogla spet pomeriti s tabo, da se vidita. Aja Kozin, slej, zakaj sem te poklical v tale podcast, ker se spodobi nepravično, ker si ena najboljših trelašic v tem slovenskem koncu, ker zmaguješ skoraj da kamorkoli prideš, ja, pa ker si, to me je sploh, tudi fasciniralo, vmes odtekla, kakšno polovičko na cesti, pa maraton, pa zmagala na kakšni 10, recimo v Kranjski Gori, kar ni ravno značilnost, recimo trelašic, pa ker si bila na državnem prvenstvu na Kras Trailu letos tudi, ne, po poškodbi, oziroma po nesrečnem padcu lansko leto, tem bova kakšno rekla, pa imaš 2 kuža, a je tako, oziroma z Anžetom, ja, tvoj partner je Anže Sobočan, ampak danes ne bomo v njem, Anže, sorry, lej. Vse si car, ampak danes je tvoja žena prednost. Prakticirala si canicross, a je tako? Tudi to sem videl eno fotko nekje. Ja, več še z veseljem, samo zdaj so mi skozi neke te poškodbe pa to preprečevale, tako da pogrešam zelo. Pa še last but not least, Kitajsko tudi znaš kaj konverzirati. Ja, ampak zdaj sem že toliko out, da ne vem, koliko še znam. Mislim, razumem še, ne vem pa, ne bi upala zdaj kaj govoriti več. Jaz razumem, ni hao, to je vse, kar znam, pa kar bom kadarkoli znal napisati, tega ne znam. Zdaj pa še, zdaj mora na začetku Gorenjka živi v Stavči vasi. Ja. Kombinacija je nora, skje z Gorenjske pravzaprav vsi, daj povej to našim gledalcem in poslušalkam. Kraše, to so pri Prlestah. Kraše, mislim, čisto kar na Gorenjkah, Kraše, Prlestah. Izpod stolom si doma. Pod stolom je moja domača, mislim, zdaj ni več, ampak nekako še vedno se počutam, da je to moja najljubša, moja najbolj domača, najbolj domač hrib, ja. Kdaj si bila prvič na stolu, koliko si bila stara? To pa ne vem, ne spomnim se, verjetno sem bila zelo majhna, zato ker ko sem bila majhna, smo zelo veliko časa preživljali tam okoli stola, pa tudi po teh planinah, pa kočah, pa tudi prespali in pač, ja, nekako otroštvo, kar tam se malo spominjam. Se pravi, so ti, familija starši vcepili neko ljubezen do hribov, pa planin, pa tega, a? Ja, to verjetno, ja. Tudi pač
Ja, mi smo tam pod stolom iz moje sobe, pač se je vidi stol skozi okno. Mislim, iz moje bivše sobe in ja, pač in iz kopalnice in vsakeč, ko se tuširaš, si gledal stol in pač. To, to je Tako da ja, ta del pogrešam, recimo. Mislim, jaz te razumem, jaz, ko sem tudi živel v Ljubljani nekaj časa, sem pogrešal Storžič, ki ga vidim prav tako kot Ja, ti iz ja, kopalnice, ja, dobesedno pa ja. spalnice. In ja, ne vem, se mi zdi, da bi to pogrešal. Zdaj, kokrat na leto pa se vrneš pol na Gorenjsko, tešiti to domotožje, recimo. Ja, pač če sem zavisi od situacije, ampak recimo jutri grem na stol. A res, no, mislim, timing Ja. se vam izbrala vrhunski. Mislim, da se, Letos prvič, ja. se snega menda ni več tam gora, ne? Zdaj se ga je že pobralo. Okay. Ja, ja. Zdaj me bolj kače skrbijo. Letos je kače leto, no, mislim, to poslušam noro, zdaj ne vem, kako jih odženeš, ampak si tak, če imaš palce, se to jih ne boš ti imaš, pol že lahko tudi mal. No? Ja, samo zdaj moja roka še ni 100%, pa pač ne vem, če bom lahko cel vzpon imela palce, ampak ja, mogoče vsaj zaradi kalč v desni roki. Tako da, če kdo ve, če bi kdo na stolu zadnje dni, a ja, no, sicer boste tole poslušali tako ali tako 2 dni potem, ko bo Aja že povedala, koliko je gor kače, ampak vseeno, no, če so kače na stolu, ne pišite v komentar, zato, da, ker jaz tudi planiram letos iti še na stol. Že dolgo nisem šel, ko sem šel v zadnjo rundo, sem štartal dol pri Smreki, takrat se da še tam parkirati, zdaj se ne da več nikjer. Pa tuhtam, koliko časa sem šel, pa se ne spomnim, koliko časa pa ti rabaš, recimo od zapornice do vrha. Ojoj, to pa sploh ne vem, jaz sem pa številkam tako slaba, da pa ne vem. Ampak ponavadi ja pri jezeru štartamo, ne vem. Zdaj jutri bo celo malo druga pot. Mhm. No, se ponavadi malo skombiniramo, ko bi šla pogledat v bistvu po trasi od Julian Alps Trailerana. Opa, mislim, pa misliš, pol jo po grebenu žgat proti, bom rekel, Kobni Uh, Gorenjski ali kaj? Ne, ker bo pes zraven, pa za njega je pa to malo predaleč, no. Če mi Tako kaj da bomo všeč šli od gor Juliana, dol. gor dol, evo, lej, ne vem, tam je zmer Mislim, fajn. krožno malo. Ne vem, jaz sem šel enkrat gor na Vajnež, se mi zdi, pa pol, tam vmes, Tam naprej. vmes je še en križ, pa en mali Ja, vrh, pa sem pozabil, kako se reče, tam se spustiš noter, pa čez, mislim, ne vem, res lepi konci, no, kaj pa vem, no, jaz bi tudi tam še večkrat bil, pa nisem, ampak je lepo za trenirati, se mi zdi, da ja, po tistem grebenu, pa tam Vajnež, pa to sem pa šla, mislim, da 2 dni preden sem pol padla s kolesom. Tako da je bil tudi moj zadnji hribi. Okay, Tako okay, da zdaj se ja. greš, ja, okay, zdaj se moraš, ja, zdaj greš tja, da vrneš nazaj, pač, ja, mojo, pa feeling, pa vibe, pa. Ja, moram. Sneti padec, lej, vem, da ja, lansko leto pa pol nazaj si bila pri Jure Turlepu na podcastu, takrat ste se pogovarjala marsikaj o tvojih planih in tako naprej, pa v Kitajski, pa v sezoni. Ampak lanska sezona se ni šla tako, kot bi si želela. Veliko smo potem tudi brali, se temu se ni dali izogniti, ker tvoj padec je bil res tako nesrečen, da deva, recimo se tukaj ustaviti, no, pa recimo, ker to je ena pač prelomnica zdaj recimo v tvoji tekaški karieri. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kakšen nesrečni slučaj je bil to lansko leto septembra? Ja, mislim, čist taka dosti banalna stvar. Jaz sem na mojem biciklu, ki je pač je mestno kolo, ni bil neki, šla le po mestu, po Ljubljani. In ta sprednja strešca, Mhm, blatnik, mhm. je bil razvajen in se je ta kovina nekako odlomila in padla dol v špice. Pač v trenutku se je kolo ustavilo, jaz sem šla čez Balanco naprej, na asfalt priletela. Ne spomnim se točno kako, ampak ko sem se probala pobrati, oziroma pa so še ljudje prišli, pa so mi pomagali se postaviti. Pa nisem čisto dojela, kaj je v redu ali ne, ampak pol roka mi je kar visela dol in ko sem probala jo vsaj postaviti, premakniti se pač ni odzivala in sem takoj vedela, da to ne bo nekaj dobrega. Tako da pol po hitrem postopku sem šla na urgenco in tam čakala cel dopoldne, zato ker sem jedla nekaj prej in pač je treba čakati zaradi narkoze. Operacije ne naredijo In več, ja. če ješ. Ja. Mislim,
Ja. Ok, tako so te poslikali, pogledali, odprli. Ja. Kaj je bila pač, ok, diagnoza, pravzaprav, pol. Ja, pač mene je bolelo zelo veliko stvari, sem se potokla na več delih, so me preslikali, ampak koleno me je še zelo dolgo bolelo, ampak na srečo je pač je bilo ok, nadzlomljen, pa tudi pol me je nekaj čez kakšen mesec boleti rebra, glava, druga roka, pač v zapestju in pač ta roka, ki pa komolce pač najbolj na srcu je bil dislociran, pač tudi tam, ko so me slekali v kliničnem in pač na urgenci, je bilo tako jasno, pač, ker je bil dislociran in je bil pač zamaknjena cela roka, utečena, v komolcu več zlomov, nižje dol več zlomov. In kasneje se je izkazalo, da pač tudi rama je bila dislocirana, pa tudi neke vezi potrgane. Mislim, ne pač natrgane. Tako da, ja. Kosti so zdaj so pošraufali, kosti so se zacelile, ampak pač ja, ta mehka tkiva, pa to pa še niso ok, pa te vezi, to pa pač očitno dlje traja. Pa tudi nimam zdaj neke moči, mišice so šle, tudi nisem smela uporabljati roke, nisem smela pač nič dvigovati, nobene teže, zelo dolgo, tako da to se pozna, ja. Jaz sem videl samo eno tisto fotko šivi, izgledali so kako vinski šivi, ne vem kakšni Ja, šivi ja, so. prav zaklanfajo. Mislim, po celi roki si imela Aha, odprto, ja, mislim, bilo je, bom rekel, res, se je rekel, to pa res ni hec, polno kot noro, mislim, no, Terminator si bila dobesedno, ne, s tistim ja. železom. Ne predstavljam si, kako je to bolelo, no, mislim, ko padeš, ok, si v šoku, ampak potem prihaja to za Ja, tabo. na začetku ja, me ni nič bolelo, pol pa seveda je hodil. Pol me pa tudi pol po operaciji sem imela zelo dolgo bolečine, sploh v rami. To pač sem veliko protibolečinskih tablet jedla, pač vse na maksimum, vse kombinacije, ampak to ni čisto nič pomagalo, pač res. Je bilo grozen in tudi se spomnim, da ti včasih vprašaš, če kakšne te tekače, če mislijo, da imajo večji prag bolečine in sem se takrat tudi spomnila na to in sem tako bila, ok, zdaj vem, nimam pač to boli neznosno. Mislim, mogoče ga imaš, pa Ja, mislim, vse mogoče bi kdo ampak kar si takrat, umrl. ja, Noro. takrat se mi je zdelo grozen, ja, ampak nič pol, kaj, nimaš kaj, ne, in pol kasneje, No, ampak recimo, se izboljšujejo stvari. ok, mes, šara, bolnica, operacije, levo, desno. Kdaj Ja. vmes si prvič pomislila, kdaj bom šla jaz, da lahko prvič teč? Ok, se ne boš ti tek ni prva stvar, ampak vse en tek je pač Ja, integralen del tvojega življenja in slej ko prej si prišla do tega, da to bo pa zdaj kar velika zadrega. ja, jaz sem drugače bila veliko bolj optimistična kot pa vsi okoli mene in jaz sem še v bolnici spraševala, pač sem rekla, ja, jaz sem pa na eno tekmo prijavljena, mislite, da bo to šlo? Pa so rekli, kdaj pa, čez 2 leti, ne, to mislim, grozen. Mislim, to si bila, Tako da, ja. jesen si bila še prijavljena kam? Ja. Ja, prva je bila konjiški desetka, ker takrat sem v bistvu v Kranjski Gori sem tekla, ampak je bilo tako vroče, da pač sem bila prepričana, da če še malo bolj specifično potreniram, pa da ne bo jih sred vročine štart, da lahko pač boljši rezultat odtečem, pa sem si želela, ker 110 sem imela take nerazčiščene račune. In sem si pač to zelo želela, pa počutila sem se, da bo šlo. In ja, pač to je bila prva, pol pa ne vem, kaj je bilo še kar nekaj, no. Jaz sem bila kar nekaj tekem je še pol bilo. Ribanca sem bila prijavljena. Pač najbolj me boli seveda Kitajska, cajku. Ki si ga Ker sem najbrž tako dolg, ja. dolgo izbirala, To pa je bila moja filigransko. tako velika želja, dolgoletna in ja.
upam, da letos ponovim. Si jim poslala kakšen dopis, sporočila, kaj se je zgodilo, da so ti prestavili Uh, štartnino ali... ne, v bistvu sem jim takrat javila in so me pač so rekli, ok, in da me bodo odstranili štartne liste. In to je bilo to. Zdaj, mislim, niso mi prestali, ker itak so mi dali štartnino, tako da ne vem. ok, ok. Zdaj pa čakam, zdaj enkrat naj bi pa upam, da odprli pač na Kitajskem je ni tako, kot pri nas, ki se praktično za 1 leto naprej skoraj prijaveš lahko. Že pač datum sicer je zdaj znan, čeprav tudi to ni glih pri Kitajcih nujno, včasih tudi tako ful malo prej izveš datum. Ja, prijav pa še niso odprli niti teh pogojev, ker pač ja, tekma je tudi tako na Kitajskem ena bolj močnih pa znanih in pač je veliko več prijav, kot jih pa pač vzamejo. Nekaj se gre preko nekih točk, pa to nekaj se jih žrebajo in pač ja. Pa tudi prijav se Vsaj lani je bilo tako, je bilo okno ful kratko, mislim, da ne vem, par dni, da se lahko prijaviš in pol zaprejo. Tako da je treba skozi spremljati in Dobro, si mislil, no, vse. upam, da bo letos. No. Dej še enkrat mi povej, katera dirka je to, na katero razdaljo greš, da mačken pol lahko pogooglamo, pa da malo lahko to spremljamo. Jaz mislim, pač lani sem bila prijavljena na 50 in zdaj letos, mislim, če bojo še iste razdalje, ker to tudi ne veš, ne, a bojo kaj spremenili. Jaz mislim, da bom tudi na 50, čeprav malo me tudi mika 105 je bila lani, ampak to bo verjetno šulen že, pa pol, ne vem, se zamenjava. Pa tudi 100 se mi zdi že tako, kar zame je to že velika razdalja, že kar izziv, ne? In pač ne vem, če upam tam sejti zdaj to. Pa pač rabila bi pa že support, pa več se organizira. Pač lažje mi je. 50 je obvladljivo zame, to pač grem 50, pa je. pa to je to. Kje je to na Kitajskem? Dej povej, res me zanima, kjer konc je to, kaj je to za kraj. To je provinca Zhejiang, od Šanghaja malo bolj južno. Koliko pa je to, kakšne 3 ure, kaj takega, 4 ure z vlakom. Ja. In pol pač oni imajo zelo organiziran, tudi tam imaš na železniški so pač njihovi logoti in posebej in tudi so imeli šatel pase direktno organizirane. Pač celo mesto je tudi posod so te njihovi logoti od pa kipi pa vse povezano z dirko, no. Kar velika dirka je. A spada tudi v kakšno, ne vem, UTMB, te serije, ne? Ne. Nič od tega. Mislim, Kitajci imajo gotovo kakšno svojo serijo, bi si predstavljala, kaj. Cajgo je v bistvu tudi znamka njihova in oni imajo več tekem tudi pod svojim okriljem, pač tudi druge na Kitajskem. In kakor sem gledala, v bistvu tudi na teh drugih tekmah zbirajo neke točke, da se pol uvrstijo lahko sem. Kako točno gre to pa nisem, ker pač se da me ne pride v poštev. Imajo pa tudi nekaj zdaj UTMB tekem, ampak ja, so druge, pa mislim, da ena, kaj pa ne vem, časovno zelo blizu, je bila par tednov prej, mislim, da je bila Ninghai, ampak so jo pol mislim, so jo vzeli, ni več UTMB letos. Pa je, mislim, tako so rekli tudi Kitajci, pa ta Vietnamka, da je tam precej bilo cest pa asfalta, da ni bilo tako v redu, tako da, ja. Je. No, evo, zdaj že malo več vem, ogledujem si pač Šanghaj, seveda, ker v Šanghaju bo prihodnje leto maraton, Majors, pa spet, pa tako naprej in tako zdaj pol sveta, tja, špega, kaj so zgodili, jasno, da je, mislim, maraton, ki je že tako razprodan. Popustimo stati, Kitajska je ogromna, vse, kar vemo od Kitajske, recimo od trailov, da je, ne vem, par let nazaj 20 tekačev zmrznilo na enem hribu, to si najbrž takrat zasledila, tole vse, kar je, bi si predstavljala, da je scena tam razvita, glede na to, da je kitajski copati prihajajo
na sceno Kitajci obvladujejo marsikaj. Mislim, ko sem jaz videl, koliko znamke, kot je Anta prodajo, ne? Mislim, da se Mhm. lahko kakšna od zahodnih znamk skrije, ampak si predstavljam tako velik trg, tako razvit. Tudi tek, vendarle je Tajska napredovala na vseh področjih, tudi na trail teku. Tako da boš povedala, ne Ja, verjamem, da bi že kakšen Slovenc tam teh koncih tekel, no, tako da to bo zanimivo ja, poročilo. pa se so. Recimo tudi vem, da Frlic je pa lani šel, ka on je zdaj tudi za Kajlas, Aha, on je v za Kajlasu, v točen? bistvu Ja. Kitajska, pa zdaj tudi Martina je prav direkt v tej international ekipi, tako da zna biti, mislim, verjetno bo tudi ona kaj šla. Ampak ja, Kajlas ima tudi svoje tekme, nekaj je on sponsor. Tako da ja, saj mislim, da so pa sigurno so tudi po teh maratonih, sem prepričana, da so Slovenci, ki teh maratonov pač na Kitajskem je to zelo in vsako mesto ima v bistvu vsaj en maraton, če ne dva. Šanghaj maraton je res ogromen, tudi po mestu so bile takrat že pač, to je bilo en mesec prej, že full reklame, pa in mislim, da je celo tako, kot sem zasledila, šlo daleč, da so začeli zdaj cancelati pač maratone, ljudje, ki so bili že prijavljeni, to je bilo že lani, se je pa zgodilo, da so jih pač nekako kinjali, ker je to že malo ušlo izpod nadzora, ker to se pač cela mesta zaprejo. Pa, Aha, zaradi tega, tako, ker gospodarstvo trpi, pa življenje. Pa... ja, ne vem točno zakaj, so neke razloge, ampak tudi to ni razlogi, ki so pač nikoli ne veš, kaj je res, kaj ne je res razlog, pa je to, ali je to prevelike gruče ljudi. Ne vem točno kaj pač, ampak vem, da so pač, da je bil problem, da so pač lani začeli kar že jih odpovedovati, že ljudje so bili že prijavljeni in ampak še vseeno, ogromno jih je, ljudje pač ja, veliko tečejo. Tudi mislim, da pač dobri so. Tudi na trailu je kar nekaj dobrih Kitajcev. Mhm. Zdaj ne vem, koliko so neki svetovno dobrih, ne vem, koliko jih sicer poznajo okol, pač, ampak tudi ženske, Kitajke so recimo Shang Fuzhao na daljše razdalje, Yao Miao na Jav, pač mjav, je to si tudi, bom zapomnil. ja. Jav, to si bom zapomnil. Ona je tudi na Golden Trailu lani tekla, pa UTMB, pa pač zelo so močni, tudi fantje, različnih, pač močni so, no, so kar. To pomeni potem, ja, če je scena razvita, potem pridela tudi odlične tekmovalce in ko te pridejo na sceno, mislim, sej poznamo še druge športe. Jaz se spomnim, bom rekel, atletskega kitajskega čudeža izpred, ne vem, 20 let, ko so padali svetovni rekordi kot za šalo, posebej v ženskih tekih. No, zdaj so ti rekordi že šli, a ne v sodobnih časih, ampak vseeno, no. Kitajci so zmer, če so se česa lotili, so znali dobro narediti. Aja, ti lahko živela na Kitajskem, tako si predstavljaš življenje na Kitajskem, vsem, da si tam že bila, ampak zdaj, Ja, recimo. Ja. ja, velik plusov je tam, je tako, Kaj so mislim, plusi? da, Evo, ajde, za tebe. ja, recimo, mislim, živijo v prihodnosti. Ok, dobro, Ja, dobro. več velik stvari je zelo bolj priročnih, pa bolj učinkovitih, kot pri nas, pa ne vem, javni prevoz, amazing. Storitve so pač vse, tudi pač karkoli se spomniš, je tudi karkoli, ne vem, ti pade na misel, bo na Kitajskem tako zelo na veliko, res huge, čez vse meje, znajo karkoli je. Recimo greš, ne vem, sva šla v neko mesto manjše tam in se sprehajam po en hrib in tako reče, grejo na ta hrib in je v bistvu cel hrib je imel tak dvigneno tekalno stezo med krošnjam okoli in okoli in pa sva šla tisti krog in pa prideva nek in so pač tekoče stopnice in to tako ne vem koliko, tako da bi bilo na Šmarno goro, pač ne vem kolikokrat si mogel prestopati iz enih na drugih. In pa to ni tam nič posebnega, ne, in pač vse, kar je tako nekako veliko potezno. Je pa,
Minus pa pač ne bi pa delala tam. Ok. Pač, ja. Zakaj ne? Ja, te delovne navade so malo preveč hardcore. Imamo vse neevropske te vrednote, mi rajš. Ampak si delala tam, a ne si? Ja? Ja, pač jaz sem delala za kitajsko firmo, ampak sem pač ja tudi v Sloveniji delala in pač nekaj časa sem bila pač edina, ki ni bila Kitajka in takrat so tudi pač niso mogli razumeti, zakaj imam jaz dopust kar enkrat po let pa take stvari. Mislim, sej, vem, da je bil Anže tudi na Kitajskem, a to sta bila istočasno, ja, sta bila, Ja. pa Se nista, on je pa tudi na izvoli. ambasadi delal takrat za Kitajce, pa tudi ja. Pač, malo druge pristope imajo, no pač Se pravi, tako. So plusi evropski, pa minusi. evropski način življenja s kitajsko rešitvami pa tehnologijo, to bi šlo Ja, Poljska, ja, ja, ja. recimo. Ja. Ampak se vračate na Kitajsko, vse letos sta bila Mhm. spet, a nista bila tam, ja. Ja, pač lani sva šla pol na to vse, mislim, midva sva imela že karte kupljene, ful dolgo sva si želela pač iti nazaj, ker takrat, jaz sem pol tudi zaradi službe se vračala, ne, pol med korono se je to pač takrat zakompliciralo, sem pač menjala službo in pol pač nekako se nismo vračala. In pol, ja, pač nekako domotožje po Kitajski je bilo zelo veliko in ja. Ja, pač imela sva že karte in pol sva šla in že bi pač mogel tudi na tekmi nastopati. Jaz sem pol najprej jaz bolela, pa sem zgleda še njega okužila, tako da pač takrat je še bil neki napol, pol je štart, ampak je mogel to, da pač je preveč zbolel in ni mogel odstopati. Je pa zanimivo, so mu dali, imajo tako medaljo, na kateri pač je njihov logo pa vse in na veliko piše DNF. Kot na Backyard Ultrah, ja, kad dobiš DNF značko, bravo. Ja. To, da veš, da nisi zaključil, tle imaš DNF vozniško. Mislim, kako pa nasploh, to mi še povedo od Kitajske, recimo, lokalci gledajo na turiste ali pa na tujce, na belce, kakorkoli že, ker sami imajo pač dokaj, sama si rekla, pač sistem, ki je dosleden, tudi te social scores, zdaj pa te kamere povsod pa prepoznave obraza, tudi tem, kar beremo mi, a ne, se nam zdijo, da živiš pod stalnim nadzorom in res ne smeš delati traparij. Mislim, sta to recimo vidva začutila oziroma kakšen je bil pač odnos Ja, v vaju jaz nasploh? mislim, da a jaz zdaj to, verjetno tudi del tega razlog, pač tam je zelo varno. Tam se veliko bolj varno počutiš kot pa v Sloveniji, pa Slovenija je pač glede na druge države kar varna, ne. Tudi, ampak jaz v Sloveniji ne bom, če bom v lokalu pustila telefon pa denarnico na mizi, pa šla tam se nekaj iskat, pa na WC, pa prišla čez 20 minut nazaj, pa ne vem, če me bo to čakalo, ali pa kar neko parku, ne. Kaj tukaj je pa pač, ja, precej, pač, čeprav še takrat, ko sva midva živela, je bilo to drugače, pa mislim, ne zdaj tak nek hud kriminal, ampak tako telefone, te pickpocketing, to je bilo kar takrat, no. Zdaj pa pač res, mislim, Tega ni več. verjetno še kaj obstaja, ampak zelo moraš, ne vem, kakšen pač, ja, Zanimivo. verjetno zelo nesrečo imeti. Tako da, kar se tega tiče, je, pa ne vem, no, pač po svoje ta nadzor pa tehnologija tudi to olajša na nek način življenje, pač da vse nekje v sistemu, da ne rabiš, ne vem, denarnice, da lahko plačuješ s obrazom ali pa ne vem. Pa tudi za te avti so, itak po mestih so ful električni avti, pa so, ne vem, kako je to, ampak opazila sem, da ko se voziš, da jim na semaforju odšteva, pač pri nas včasih kakšen semafor sam odšteva, koliko je do zelene, ampak tam pač ne odšteva semafor, ampak v avtu tako, je tudi kakor navigacija.
odšteva in pol te preden je zelena, te opozori, da bo zelena. In da moraš In speljati. to čisto vsak semafor pač in v mestu in zunaj mesta in tako. In to me je fasciniralo, da imajo tako povezan in da avto Sinhronizirano, ve. avto je sinhroniziran s Ja, da semaforjem. avto ve, ja, ne vem, pač to čisto en primer, ki se mi je zdel tako Tam res ne moreš naprej. peljati čez rdečo, ne, da kdo ne bi vedel. To pol ni šans, pa si pečenka. Joj, mislim, sebi v kitajski logi, ampak tam eno stvar mi še pove, no, narava, hribi, kakšna je razlika med kitajsko, bom rekel, kitajskimi traili, pa slovensko, bom rekel, tako raznoliko pokrajino gorsko. Ja, to je težko reči, ker Kitajska je tako ogromna, da ima pač vse, ne. Pač ni, da ni. Pač tudi Tibet je Kitajska, ne. Konec koncev, bravo, ja. Himalaja, Tudi na pol konec koncev, ja. Mount Everesta praktično, ne. Tako, bravo, ja. Pač tako da, ja, pač Ali saj pa sem ta kar del, ali pa nekaj rečemo tako, ta Kitajske. del, kamor sta vidva hotela iti laufat, recimo, kaj bi, Ja. če so čist, malo bolj Ja, specifični. mene to je bil moj pogoj, ker sem tekmo zbirala, jaz sem rekla, da moram iti mimo teh teraš čaj z nasadom čaja in da mora iti čez bambusov gozd. In recimo tukaj vse to je. Tako Okej. da ja, pač je pa tak, da te malo drugače rastejo in je, kamni so malo druge, pač sigurno je malo drugačne, ampak ja, ne vem, pač saj tudi v Evropi, če greš drugam, je drugačne, pač Tudi ja, res, tudi res. Saj, ja. če greš na Nanos, je čist nekaj drugega, kot pa če Ja, greš tako, na ja. Pohorje, ja, recimo, ja, Ja. pa je zelo blizu vse skupaj, no, če so že pri tem. Kitajska, torej letos, da je to oktobra, novembra, kdaj se vračata, ako Bog da in Ja, mislim, da ena je zadnja, 31. oktober, en štart je pa 1. november, tako da nekaj od tega. nedelja 1. november. Mislim, jaz to že planiram, sem prijavljeni še nismo. Tajci morajo odpreti, pol Tako pa da ja. akcija. Ja. Pol pa akcija. A ja, zdaj nekaj mi povej, jaz sem še malo gledal tvojo hitro statistiko, pa statistiko nasploh, pa kad sem se z Anžetom pogovarjala, on je pač od malih nog nekaj športov. Kaj pa ti, no, ti si pač vznikla na tem trail Ja. področju, v zadnjih letih si prišla praktično iz nule, pa takoj začela pobirati zmage. Kje, kaj, zakaj Aja Kozic? Ja, jaz nisem nikoli se z nobenim športom ukvarjala, nič. Mislim, da moj oče, ko sem bila mlajša, da me je probal kakšne športe spraviti, ampak ni bilo nekak interesa ali pa odziva, pa tudi tako se mi je zdel šport pa športniki, tako ne. Pač vedno ta zarečen kruh, ne. Takrat si ne bi mislila, da se bom kdaj tako s tem ukvarjala. Ja, pač edino hribe, ja, to smo hodili, pa še to, takrat v osnovni šoli se spomnim, da sem se hotela v planinski krožek vpisati, ker to mi je bilo pa všeč in me niso sprejeli, ker so pač ta učiteljica, ki je bila tudi moja razredničarka, je rekla, da pač ona misli, da sem jaz nekako prešoh ali da ne bom nikamor prišla. No, Ja. upam, da si poslala kakšno fotko iz kakšnega traila. Zdaj je že pokojna. Ja, mislim, škoda, da je videla, kaj je ratalo, pač iz une deklice, ki je bila prekrhka za v hribe, ja. Ja. Tako da ja, pač nisem se nič, pa v bistvu, ko je že začel teči, je pač najprej sama on tekel, pol sva pa pač te v hribe večje ali pa pol daljše ture pa to delala in v bistvu je on nekaj splaniral vedno tako ful preveč optimistično ali pa ne vem, a je to zanalašč naredil. Vedno sem mogla pol na koncu še teči, ker je bila že se tema nalovila, pa nisva lučk imela pa to in pač nekako tako je prišlo, no. Pol sem pa začela ja pač traile, pol No, kje je na bila prvo prva tekma? No, to, ja. prva tekma je bila Idrija. Kjer si In to je zmagala, bilo ali pač, kva? No. ja, ampak tam so bile pa, mislim, da smo bile samo 3 punce, pa to so bile zelo starejše vse ostale. Ampak jaz sem bila neka nagradna igra in je pisalo, da bojo praktične nagrade. Jaz takrat še nisem, pač nekaj sem že v hribe pa to hodila in pač nisem pa tako, kaj zdaj, kaj imamo teh majic
ki jih posodobiš, ki jih že okoltalaš, ne. In sem jaz rekla, mogoče bo njihova majica, jaz to rabim. No, in pač ne, štartnina je bila nagrada, ne. In pol pač toliko pa smo z Gorenjske, ne. Ti smola, ti hotla je majico, Ja, dobila štartnino, pa ni bila ja. zadovoljna. Ja, in pol še se je bilo treba razdaljo izbrati in seveda, če smo z Gorenjske najdaljšo. In sem šla na 50, ja. Tako se je pa začelo, se mi pa zdelo, no, saj ni tako slabo. Isto. Ampak sem pol bila na trailih, pol pa sem se enkrat v hribih, sem neki na spustu čuden na enih kamnih, sem se gležen zvila. In pol pa pač takrat, ne vem, 2-3 tedne sem bila z vitim gležnjem, sem pa ugotovila, da po ravnem se pa da teči, ne. In pol si par tednov si po ravnini in Anže mi samo en dan kupil cestne čevlje, pa uro me je doma čakal. In pol sem tudi ceste začela kasneje. Mislim, ja, smo v času, ko poznam nešteto cestarjev, cestnih tekačev, ki opuščajo cestne copate, pa pravijo, jaz grem v hribe na trele, tam ni kilometrskih časov, pa tam ni asfalta, pa tam so gorske koze, pa mir, pa ne vem kaj. A ne? Ampak ja, pri tebi je pa tranzicija bolj druga, a ne? Ti šla pa ne bom rekel, da si edina, ampak ja, no, si šla pa iz trela na cesto, kdo bi rekel, najbolj dolgočasna stvar na svetu, ampak silom prilike si to začela, če te prav razumem, ker nisi mogla Ja, zaradi sem poškodbe. pa par tednov to počneš in pol konc pa si okužen. Mislim, Ja. okej. Pol te Ja. pa začne tudi mikati, ne vem, tudi te cestne tekme, pa pač, ker prej nisem nikoli tega izkusila, pač je čisto drugačne, pa hitrost moraš, mislim, jaz bolj stalno hitrost moraš držati, ker na trailu se to vse menja, pa ne vem, pač čisto druga se mi je zdela izkušnja, pa sem pa začela tudi tako, me kar je izziv, kdaj tudi cesta, je pa res pač, da vse te moje niso ful kompatibilne, vse te moje želje od, ja, pa še canicross vmes, pa to pač pa do daljših, pa pač ja, ampak nekako probam. Ampak se, konec koncev, vse skupaj tek, pa vzdržljivost, pa to. Ja. Mislim, baza, konec koncev, a laufaš malo hrib, a laufaš po ravnem, nekaj vsem delaš, a ne, če smo že pri tem, ali kaj. No. Mislim, specifično, tako, kot si prej rekel, če hočeš 10, ne vem, kaj narediti. 36 minutah najbrž malo več intervalov, po drugi strani pa, ne vem, koliko si odtekla, recimo v Kranjski Gori takrat. Ja, toliko hitra nisem, no. To ni. Ampak dobro, pač še minutko slabša, ajde. Ne, je bilo 39 pa 1 sekunda. No, sposobna si pa recimo 38, Ja. 37. Ne vem, pač sigurno, jaz mislim, da takrat bi šlo pač ja hitreje, sploh, ker se nisem takrat še toliko začela sploh na to, pač če bi bilo še tistih konic, da bi še imela malo bolj specifično. Ker imela sem pa tako, ko sem začela, v bistvu so mi najbolj všeč te bili polmaratoni, kaj je lih tako neki, ne vem, tako kratko, sladko, ne prekratko, ne vem. Ampak se je nekako izkazalo, da ko sem šla pa kakšno 10-ko, pač, da sem vedno šla 10-ke počasneje, kot pa znotraj polmaratona 10-ko. Zanimivo. Ja, in pol me je to tako, ne, jaz moram zdaj. To te je žulal, da ne boš. Ja. No, in ja, pač, to je tudi zdaj še nekako upam, da še uspe, kaj je v to smer. Meni je zelo zanimiva tekačica, ki na eni strani cilja na najboljši čas na 10 km na cesti in na drugi strani na 100 km v hribih. Malo je takih, rekel vse stranskih atletin, ki, če kar držiš rekord K24, je tako? Ne. Aj padel že, povej mi. Ja, Martina je tako lansko leto, 13 pa neki, ja. Ampak še vse niste 45 minut, koliko je bilo razlike, točno, ni dosti. Ne vem, po mojem kakšne okoli 1 ure, po mojem, ne vem, nisem toliko. Mislim, da ni šla po 13 ur, ti si šla pa tudi 13, pa tako. Ampak ja, okej, Martina je kar več, ja. Ampak vseeno, no, totka, ti si laufala, vseeno malo krajše trele po Sloveniji in tudi drugje, ne. Za prvo 100 pa izbereš najtežjo možno, kar jih je, kaj?
tehnično zaguljena sred Uh, poletja? ne, v bistvu je meni kar ustreza, ker načeloma imam jaz rada te vzpone pa to. Ker, ne vem, vzponi so mi všeč, spusti sicer malo manj. Tako da, ja, mi je kar v redu ta format. Tako da, pa tudi s svojim okrevanjem, a ne sem bila tako bolj optimistična, sem jaz že pozimi bila, ja, se to bo, se izboljšuje in sem že mislila, pomlad bom jaz že nazaj, no in pa sem se že kar nekaj prijavljala. Tako da zdaj se pa približujejo te datume, zdaj me pa skrbi, ne, ker nisem uspela tako po načrtih, vse se je zavlekalo, tako da ja, bomo Kdaj si šla videli, prvič kaj bo. kdaj si šla prvič teč po septembru lanskega leta? Ja, jaz sem pa kar kmalu probala, najprej sem sobno kolo začela, pol, ko sem bila nekako v redu, sem pač probala vzuni. Je pa res, da sem bila zelo, izogibala sem se vse, kjer bi lahko padla in pozimi je to pač trail povsod. Tako da sem bila bolj po cestah, makadamih. Je pa zanimivo, da pač je bilo zelo težko seveda, ampak največja omejitev na začetku je bila pač roko dejansko, ko tečeš, imaš v tem položaju, jo držiš gor, ne. Pač in jaz nisem mogla roke tako držati zelo dolgo časa, tako da pač na začetku je bilo to po par kilometrov, pa sem pol podaljševala, ne vem, pa 3, pa 4, pa Ker te je 5, toliko bolelo, da si mogla ja, dati roko dol. nisem mogla roke sploh toliko dolgo in pač bi lahko že pol kasneje že več tekla, ampak roka ni zdržala. Moram reči, da je pol kondicija gre kar hitro pride, pa ta vzdržljivost, ampak hitreje, kot se pa tvoj telo nazaj na tek prilagaja. Tako da jaz sem malo pretiravala. Tipično, Ja. ja. Ke pol v bistvu že januarja sem pač naenkrat imela že kar, ne vem, 100-kilometrski teden pa tako. Pa to vse po cesti, ker nisem po trailih, ne, in to je bilo pač malo too much in pol so me začele v bistvu soleus, pač pa pol je šlo Mečne pač mišice, ta meča, pa Mhm. pol je kasneje šlo že bolj okoli kosti, pa pač in splints full blown. In pa sem mogla v bistvu pač nehati za nekaj časa spet teči. Ja, tako. V bistvu Kras sem imela pol glih po eni pavzi je bil Kras trail in sem bila tako, zdaj vmes nisem tekla, pa ne vem, a me bo to bolelo. Pol je še sneg zapadel in je vse drselo. In si šla prav s Sem strahom še ali kaj? Prav... Ja, tako me je bilo strah in toliko sem bila zakrčena, tako mi je bilo grozno teh spustov. In jaz sem že na prvem spustu bila tako zakrčena, da so me krčili noge pač in na vsakem spustu sem imela take krče, da nisem vedela. Pač od tega, ker sem bila čisto napet, pač ker ste strah. Tako da, ja, to Pa si vseeno je bilo. zvlekla drugo mesto, recimo, ne? Ja. Ja, no, pač sej Martina je bila kar zelo v spredju, mislim, da jih je bila pol ure, no. Ne bo, ja. Ampak Ampak ja. ostale te pa niso izvale. No, ampak ja, zdaj mi to poje ta strah, ja, lej, se to tako, ker poslušam, pa mi pride na misel kakšen skakavc, ki nikoli več ne gre na mizo, ne da bi a ne malo zatrepetal. To je recimo lahko problem, mislim, kako se boš tega lotila, lahko je zaščitiš roko, ker pa tudi mentalno boš zdaj zmeri imela malo, ali pa imaš zdaj v glavi, kaj za božjo voljo, Ja. če spet padem na to roko, to pa bi bilo štala, recimo. Kaj lahko narediš? Ja, to je velik strah. Ja, pač nič kaj ne moreš, kot da si pač previden, se pač konec koncev padeš lahko tudi v banji doma, ne. Ali pa sredi Je pa mesta. res, ja, saj sem, ne. Sem, ja, ja. Je pa res, da pač ja, strah je, ker jaz se tudi ne morem zdaj ujeti ker je pač tako razbolena, še pa nimam toliko moči, tako da ja. Sem pa še ne zdaj ta vikend, ampak še en vikend prej smo šli pa tudi tam od Golice do Kranjske Gore in sem tam tudi, ja, sem prvič tako
padla res, da sem se pač, ja. In sem se tako ustrašila, da se sploh pobrati nisem upala najprej, ampak pol je bilo pač okej. Sicer me je pol še za en teden me je precej roka bolela, ampak glih sem zdaj v novem sklopu fizioterapije, tako da so mi takoj malo pomagali, no. Mislim, saj Ja, pravim, saj zaščititi se pa tako ali tako ne moreš, a ne, ne vem, kaj pa da ne. lahko daš na roko, da, ne mo da bi bila vsaj malo zaščitena ali pa kaj pa vem. Ne, a ne, pač to je. Ne, pač ne gre, edino če bi si komolc, ampak jaz pač na komolcu tukaj mi ta ploščica ven štrli pod kožo, pač je vidna, ja, čez kožo se te oblike vidijo z vsem lukencem in vsem tem. In pač ja, ne vem, kaj bi bilo, če bi se v to ploščico, če bi se mi koža ne vem, in raj ne bom razmišljala. Boljš te ne, mislim, boljš da ne, mislim, Ja, jaz si predstavljam, da je pač to zdaj, a ne, za tebe pač stvar, s katero moraš pač živeti in ja, ja. a ne, in utrest, mislim, tako kot si rekla, a ne, včasih, moče, če si zakrčen, je še slabš, kot pa če v to odmisliš, pa greš, a ne. Vendarle imaš pred sabo še, bom rekel, dolgo tekaško kariero, poltraško, pa tako naprej. Ja, bomo videli. Zdaj, kaj ti, Upam, da še rekla si, nekje. ja, sigurno, lej, rekla si na cesti, ok, ti pašejo polovičke, kaj ti paše na trailih, recimo, ok, 100 si tudi pohvalila, ampak, ne vem, kaj bi rekla, tvoja najljubša razdalja, ne vem, taka, kateri se najbolj Ja, počutiš? se mi zdi, da trenutno mi tako 50 mi je kar obvladljivo, da mi je, pa tudi te 80 so mi še v redu, ampak ja, pač vse sem blažje na tem, da se podaljšujem, ampak pač vsi te zdaj moji, ko se reče, pavze pa te problemi, ker že lani pomlad, a ne, sem tudi, bi mogla iti na maraton v Milano, pa sem tudi imela eno tekaško poškodbo, pa sem tudi takrat, a ne, vse se tako zamika in se mi zdi, da se veliko, mislim, hitreje na te krajše ker zdaj, ko sem tudi več pač zdaj sem na tej 30-ke, a ne, tekmovala, zdaj ko sem začela, ker to si veliko hitreje se pripraviš, ker zdaj naslednjo, ko bom šla, a ne, ko je pa 100-ka, to je pa zdaj malo bolj tako, malo več se moraš na to pripraviti, ne. In pač to je ta problem. Vse so v redu daljše razdalje, ampak moraš tudi več vložiti, se mi zdi, no. Moraš Bist, se bistvena razlika me toliko pa zanima. Ja, toliko, evo, pa toliko, višincev, pa toliko, na nogah, pa ja, pač nisi kar tako pripravljen za daljšo, no. To je ta minus. ok, kaj najmanjša količina treninga, a ja, ne, da se človek pripravi recimo za 30 Ja, ali pa to 50, a po tvoje, koliko ti rabaš, da si dokaj suverena, koliko kilometrov pa višincev na teden bi ti naredila, če ti danes en reče, ok, čez 3 mesece imaš 50, ko pa fajn je, da si v neki optimalni formi, ja. mislim, neka stalna ta minimalna pripravljenost, mislim, da jo imam, pa tudi pol po poškodbi sem kar hitro pač tako nazaj pol pa šla, ne, to je bilo par v 2 mesecih, 3 mesecih se nekako postaviš lahko na noge, tako da, mislim, zdaj ne govorim nekaj, da za hude rezultate, no, pa tudi če sem pripravljena, moji rezultati še vsaj niso, ne, tako ne vem kaj, ampak, tako pač, da sem jaz zadovoljna, ne vem, pač, saj pravim, ful odvisno, zdaj, kaj bo pa minimalno za 100, pa ne vem, ker tudi nimam toliko izkušenj, pa tudi zdajle bom zdaj videla, a bo to dosti, kar bom zdaj naredila, ker zdajle, jaz sem mogla pol pač zdaj zmanjšati, kilometrino, pač ker se zdaj sem nekako okej, samo ne bi rada, da se mi vrnejo te, shinsplints ali pa karkoli drugega, da se Okostnice nesrečne. ja, pač da bi pač kar vseeno, ne, je bila neka pavza, pa pač je malo bolj previdno treba, pač tako da sigurno ne bom uspela toliko, kilometrine spraviti, tako da bom videla, a se bo to izšlo ali ne. To je vprašanje pol v prihodnosti, a je bilo dosti ali ne. Zdaj upam, da zdaj moram malo več višincev, ker to pa vsekakor brez tega ne bo šlo. Malo me skrbi tudi to, kako bom
ker ta stotka zdaj ima skoraj 8 jurjev višincev, Ena tako da stotka pa je bi to, bilo, če te lahko aha, prekinem. ja, Grand Trail Courmayeur. Kormajer, ok, dobro, Ja. kljubica, gremo naprej. 8000, Um, kaj? Čak mal, 8000 višincev. A, čak, se jih ima, UTMB jih ima 10, pa to je 160 km, 170 km, tleh je 100, pa ja, no, pač nekje piše 7,5, nekje tako po mobi. mislim, to je bila alpinistična odprava, ali kaj, ali mislim, kar, Ne, ne. noro, to je pa res zahtevno, mislim, a je tehnično zahtevno, ali mislim, noro, se sliši se noro. Ja, ne vem, to bomo videli. Pač, ja. Ampak mislim, da za take višince pa fajn pač s palcem, ne, vseeno, tako da pa višince narediti, tako da zdaj bom probala malo več, ja, gore začeti, pa probala vseeno to kroko vzpostaviti, da bi čim več palce lahko, Mhm, mhm. čeprav verjetno ne bom vse mogla. Mislim, vseh vzponov, ko Pa, mislim, pa bomo se, probali. jaz si ne predstavljam več, kje 20 let nazaj, ampak zdaj si ne predstavljam več iti v hribe brez palc, ker se mi zdi to tak nepogrešljiv pripomoček, naj si bo pri vzponih ali pa spustih. Kaj je, mislim, tvoje mnenje? Kot cestno, zdaj trail tekačica, se znajdeš s palcami bolj ali brez palc bolj ali... Ja, jaz se dolg sem se izogibala palc, pol pa pač ja, ne vem, sploh ne vem, kje sem pa, mislim, da sem prvič v Idri, ne v Idri, v Podbrdu probala na tekmi, ker je ona fora, da ti dajo tam Hudo južni, ja. v huda južni, ja. Tako Za, da sem pač polovično. In pol se je izkazalo pač, ja, okej, so pa vseeno fajne. Pa ja, pol sem začela palce pač za te daljše razdalje uporabljati. Se mi zdi, da so, ja, veliko pomagajo, sploh, ko imaš noge utrujene. Je kar razlika, ampak ja, je treba tudi roke natrenirati. Pa jaz nisem pa, ne vem, ne znam ali nimi, da so spuste, pač jih ne uporabljam, ker ne vem, ali sem preveč to razstala. Pač, ja. Je pa tisti, ki jih pa zato uporabljajo, pa verjetno zelo dober, ker zelo kolena špara, po mojem, ne pa pač ja, jaz jih vse uporabljam, ampak jaz sem mnoge. počasen. Ja, Je pa res, da sem enkrat tudi tekel malo hitreje, pa sem štorast, pa sem se na lastni palci pač prekucnil. Ja, in ja, tako, ampak ja, tako da, to je pa tudi, sej, zdaj tudi sem, po eni strani bi bilo fajn, ampak po drugi strani lih zdaj, ko še s to z roko sploh ne upam probati nadol, tako da, ja. Je pa po mojem zelo uporabno, ja. ja, palce so zakon. Rečete, ker ste sicer zdajle na veliki planini, jih pa je na gor, ne smemo uporabljati. Recimo, bi bila lahko reprezentanci, se na koncu je bilo krast, malo državno prvenstvo, pa bi tudi, če bi bila v polni formi, pa ne poškodovana, bi te morda tudi kaj povabili ali kako. Ne vem, jaz v bistvu nisem niti v nobenem klubu ali Ah, pa pač, da bi bila v to zvezo včlanjena. V bistvu pa tudi ne vem točno, kako potekajo te izbori pa pogoji. Pač to ne vem, nikoli nisem bila. Vem, da pač videla sem zdaj, ko je bil objavljen. Zavedam, pač spremljam tudi sceno, mislim to, kaj se dogaja pa to. Videla sem sicer, da je ta reprezentanca, pač, mislim, da vsi, ki so tam, so dobri in si zaslužijo. Me je pa sicer res presenetilo, ko so bile napovedi, ko je Slovenija gostiteljica, da bojo pač izkoristili, da bojo velikim jim dali priložnost, ampak pri med, ženskem trailu res ni veliko predstavnic. Ja. Tako. ja, je samo Martina, ki Kar si je, mislim, absolutno pač more biti Martina. mislim, lahko bi bila Ampak še kakšna, ja, tako, to sem mislil. me No, je presenetilo, pač glede na to, da se ni treba nikamor voziti, pa da ni to nekih stroškov, pač ja, bi mislila, sem se veselila, da bomo spremljali več tudi tekačic.
Mislim, super, da je tekačev veliko, ampak ja. Mislim, ja, Ne vem pa, nisem pa seznanjena, kako to poteka, pa to tako, da ne vem, ne moram se izsoditi, pač to čistko zunanje opažanje. no, se tudi, Škoda, no, tudi škoda. res. No, Bi ampak, bilo glej, zanimivo. zdaj si mi dala izziv, pa bom se dokopal do podatka. Če druge ne na Atletski zvezi, kakšen je bil izbirni postopek za trail, vem, kakšen je bil za gor, pa za gor dol in tako naprej, pa mladinci, pa mladinke, ampak pa fantje, mislim, trelaši so se tudi, bom rekel, kar številsko nabrali, pa vem, da je bil Krastrel eden tistih, ki je tudi dal odgovore, a ne pri dekletih, pa potem jaz samo Martina. Bom se pozanimal, no. Ravno zaradi tega, ker trail je, če kaj, je trail morda bolj vroč, Ja, kot pa kakšen drug fantov, tek, a ne, pri nas. ne vem, koliko jih je, a 4 ali 5, ali pač in tako me v bistvu malo presenetilo, da pa samo ena. Ampak ja, se pravi, ne poznam ne izbora, ne razlogov. Pač škoda, no, pač tako nasploh sem jaz bolj rada podpiram te ženske v teku, žensko prisotnost, pač mislim, da je že tako, imamo ženske manj privilegijev, ali pa pač, da nam je težje, pač ne govorim zdaj zase, ampak pač nasploh, ne. In da pač že tako v trailu pa nas je malo, ali pa je malo žensk. In pač ta kakšna dodatna spodbuda ali pa korak k temu pač bi bilo fino, no, Prav da je. gotovo, mislim, sej po drugi strani ogromno punc se loteva tega športa, saj v zadnjih letih sem fasciniran, koliko jih vidim, srečam, Ja, tako samo naprej. številke so še vseeno, ni to enakomerno. To se Pa strinjam. tudi pač že narava, pač že ne samo fizično, ampak tudi, ko bi rekla, sociološko ali družbeno, pač so veliko večje omejitve za ženske. Tako da jaz mislim, da če že ne vsaj enake, mislim, minimum bi bili vsaj enaki pogoji, kar tudi niso vedno povsod, ne. Mhm, mhm. Pač ne govorim zdaj samo za to, ampak pač nasploh za tekmovanja in to. Ampak ja, pač bi bilo pa fino, da če pač ja, nek minimum, da je enakovredno, da pa bi bilo pa lepo, da se še kakšna dodatna vzpodbuda. Glih zaradi tega, ker pač je žensk še vseeno manj, ker jim je težje se sploh v šport spraviti ali pa v tekmovanja se pripraviti ali pa neko podporo, motivacijo najti, čas, vse to, ne. In se mi zdi, da bi bilo fino, pač ja, da bi se to malo šlo naproti ženskam, pa jih malo spodbujali, malo motivacije, No, evo, to si zdaj malo ugodnosti. pozvala vse organizatorje Trail Tekov Kozine, ste slišali zdaj, a ne? Aja Ja, Kozince spregovorila, tako da veste, kaj morate narediti. Ja, okolikor pa če nimate enakih nagradnih skladov po kategoriji za ženske in moške, to naredite. To naredite, vse ostalo se bomo pa še naprej pogovarjali, ne? Zdaj, Aja, ti imaš recimo podporo, a ne, od svojega dragega možeka, a ne, vendarle je on tudi tekač, ja, pa če kdo te on ja. razume, oziroma, ne, pa reče drugače, ne, dva elitna, pa reče kar tako, ne, tebe so tako ali tako nazivali elitna atletinja, prihaja na Kočevsko, to sem videl zadnjič reklamo, si, vendarle s temi 700 plus točkami na itri, deva reči, no, tam si elit, tako da si elit, ajde, on je tudi elit, dva elitna Lih na tekača. meji, sem A pa mislila, nam, da ja. vse ni važno. Deva reči, Okay. dva elitna tekmovalca v gospodinstvu, plus dva psa, ki sta tudi tekmovalca, med drugim bila, ampak pa to Ja, kasneje. Mislim, še vse najbrž tudi tečeta kdaj skupaj, ja, tečeta ja. vsak posebej, imata vsak s sabo neki dela, pol marta še z drugim delom. Kako je pač živeti, a je veliko usklajevan, ali vendarle je lažje, recimo, če sta dva taka prbajti, je včasih tudi kakšna težava zaradi tega. Se pravim, je pa ni, lahko je po eni strani lažje, ker so to tudi najin skupen čas, pa tudi sploh za vikend, kakšni te daljši teki ali pa sploh po gorah, pač je to vikend skupaj se preživi, pa pač ja, pa tudi na tekmah, da so
lahko drug drugemu support, pa pač vse Mhm. to so plusi. Po drugi strani pa ja, pač, že se mora meni doskrat prilagajati, ali pa tudi to svoj čas, a ne, da se oba uskladiva, če bi šla skupaj teč. Pa on včasih pač večjo kilometrino več teče in pol, če naredi on 2 treninga, pol se mora tako, kdaj bom jaz, da on vse skupaj prilagodi. Tako da včasih je tudi, ja, težje. Pa seveda pralni stroj skozi zasede. Pa hrane grejo tudi velike količine, tako da ja. Kjero To so pa živilo, minusi. kjero živilo prve slaufa, rekel, daleč največ, evo, katero? Ja, pač tofu. Ne To, vem. to sem hotel slišati, ja, to sem hotel slišati. Tofu je številka ena, pa Ja. vse ostalo, ja, tako. Ampak ima ta isti okus, se isto prehranjujeta ali ima ta kakšne, si Uh, pripravljata vsak posebej tudi, ali kako? ja, včasih tudi se kaj, ja, jaz se včasih kaj bolj zmišljujem, včasih se mora kaj malo osnovo isto, pa se pa posebej, ali pa kdaj, če mene ni, se že kaj takrat skuha, kaj meni ni všeč. Ali pa, ja, pač. Sem pa jaz včasih še veliko manj stvari jedla, pa sem se nekako vedno več stvari jedla. Tako da ja, se Kaj, tudi jaz prilagajam. kaj ti je ljubše, riž, testenine, krompir, Ne, testenine niso moja najljubša hrana, v redu, gotovo. adijo, testenine, Riž imam rada, krompir tudi, evo, oboje. pa kaj, pa fižol, čičerika, mislim, Ja, kaj ja, leti še na leča, vajen, leča, paradajz, mislim, kaj leti še na ja. vajen krožnik, možna Ja, zelenjava, pač mislim, zelenjava, pač vsa. Jaz sem tudi zelo sadje rada, tako da ja, sadje vseh oblik. Sadja bi neomejeno jedla. pa to, Tako da, ja. kje ga ne, te mi povej, no, evo, to sem ti rekel, bom vprašal koga, ki je vegan, ki več časa posveti moče svoji prehrani kot običajen jedec, pa recimo pogleda, preveč prebere, kje dobiva ta sadje pa zelenjavo, recimo, ker to je vajen, recimo, pomemben, rekel, vir kalorij in tudi vitaminov, mineralov, sta pozorna, kje to kupujeta. Ja, tudi samo pač vedno se ne da, ne? Ali se ti mudi, ali je bolj priročno, ampak ja, če ne zbiro, pa ja, imava tudi doma vrt, pa pač nekaj predelava, nekaj tudi pa zamrzneva ali pa pač kot v zimnico. Ampak ja, ne morava pač seveda vsega, tako da pač ja. Fino je tudi, samo tam okoli nas ni teh kmetij, da bi zelenjavarstvo imeli. Pač Mhm. mislim, da v Ljubljani je več teh kmetij, da je možnost, da se gre tudi k njim kupiti, pa ti njihove domače. Pa pač na tržnico, ka tam okoli pa nas pa ni tako, pač okej, krompir imajo. To je pa pač To je se pa že to, bolj konča. Ja, ali pa suha krajina, fertik, konc. A? ja, ja. Tako. Zdaj, Ampak ja, skozi smo nekako, skozi je treba razmišljati o hrani, no. mislim, To ja, ja. no, to se tako reče, mislim, to povem, skozi neki žvečeš, skozi neki vase daješ, Ja, ali skozi imaš imeti neki po roki, ali kaj. Ja. ja, seveda skozi je, kaj če nimaš pol tisto, kar ni najbolj mogoče trenutno poješ, ja. Tvoje najljubše Ja. sadje, pa tvoja najljubša zelenjava. Sadja imam ful, ne more biti ja, mango bi bil najljubši, Mango. samo ne tukaj. Kaj pač ja, ko sva živela, v bistvu 2 leti sva živela tam na Hajnanu, kaj je tropski otok. Mhm. In to je bil tudi moja izbira, v bistvu lokacija je tudi delno povezana s tem, da ni zime, pa da je pač tropsko sadje v izobilju in poceni. Tako da ta del, ja, to bi se jaz kar preselila. Kdo pa je pol izbral stavčo vas, kaj pa tam raste, pol ta zgadih tuh tam. Zima je prvest na Ja, suhi krajini, ne? ja. Nažalost, je rekla. Ja. Pa medvedi so blizu tudi, ne, če smo že Tudi, pri. ja, tudi sprej za medvede nosva na teku, ja. Mm. Mislim, tečeta predvsem tam v vaših koncih, ali kdaj se tukaj drgam, mislim, dol Kočevski gost je dol, pol tlele od Žužemberka, najbrž milijone njih hribčkov, Ja, dolin, skaj še. ja, od nas se začne ta gostka, v bistvu gre do Kočevja,
ne pretrgoma, tako da tam od nas se začnejo te tudi makadami in teh makadamov je pač labirint, ni signala tam, tako da ja, ni vode. Ajde. In zna biti kar divje, pač moraš biti pripravljen. In, ja. Ampak ja, veliko tam sva, fajn je pa tudi pol se sploh pozim z veseljem kam zapeljeva, ali pa pač ja, za gore se je žal treba tudi zapeljati. Tako da, ja. Mislim, da tudi v Julijcih bi bila veliko rajše kaj več, ampak pol pač ta vožnja je veliko, pa pol gužva tudi na cesti, pa to, tako da pol mogoče daj raj Kamniško-Savinjske tudi. Če dobro, da jih je veliko, sem pa Ja, milijon ja. potk. Pa. In sem lej. Ja, res, z marsikom sem že govoril, ki je pač, ne vem, tudi ali z Dolenjske, Štajerske, Prekmurja celo, ja, in ljudje hodijo teh zjutraj pač potem od doma, da užijejo malo gorenjskih gora in mi, ki živimo tlele, smo res privilegij pravzaprav Ja, in to ga je premalo res. izkoriščamo mogoče. Ja, ampak ajde, še vsem, Slovenija je še vsem majhna, trailov je veliko, kater trail v Sloveniji, recimo, ok, Kočevsko ti je tam le blizu, pa Ribnica ti je tam tudi Ja. čez blizu, to že moraš hoditi, to je že lokal patriotstvo, ampak katere so ti še tako všeč, no, ne vem, kje bi izpostavila, kje ti vlečejo, pa boš šla še večkrat bi šla. Ja, pač letos bom prvič šla na ta Julian Alps. Drugače, saj, kot sem rekla, to mi je sicer najbolj domače na te Seveda, poti, pa še seveda. vedno Spet so domača mi, dirka, ja, ok, ja, v redu. ja. To mi je nekako najbolj tako poznano tudi, pa ja, najljubše. Ampak bom šla prvič. Drugače pa, ja, všeč so mi tudi te, ne vem, ke so razgledi, recimo pa, da so hribi. Škoda mi je, ke ta ni toliko, ke je toliko bolj taka zaprta ali pa manjša, ta Triglav trail run, ke drugače verjetno je najlepša okolje, ali kako bi se najbolj Definitivno, fascinantna trasa v Sloveniji. Ja. bolj sred Triglavskega TNP-ja Ja, ne moreš biti, ja, pa z moje ja. strani gor čez Lukno, res, res. Tisti je pač res po mojem najlepša trasa v Sloveniji. Podbrdo mi je sicer všeč, ke imam rada tudi te strme vzpone. Brutalne spone, Durnik Ja, praviš. ja, ja. Shit, To mi je pa kar všeč, ja. To pa prva, ki sem slišal, da je prva si na svetu, ki je rekla, da je Durnik všeč. Vsa čas. Jaz mislim, da bi ti mogli podeliti posebno plaketo. Res noro. No, pa Ja. še, mislim, a kje nisi še bila, no, v Sloveniji, ok, te, kar si omenila? Ja, mislim, toliko je teh tekem, da pač, ja, recimo, nikoli nisem bila na Vipavi ali pa na obali, ker je ponavadi Anže tam, pa sem Čakaj, Anže, njegov support. čakaj, Anže, zdaj boš pa mogel, ok, letos ne ti še bo, naslednje leto ti pa mogel prepustiti tudi kakšno dirko. Mene me je zanimalo, no, kdo od vaju ima več zmag? To pa ne vem. Se ne veš, a ne? Se to on ne ve, najbrž, ali pa on ve, pa se krivo mašteje, koliko Ja. ga boš prehitela. No, ampak res, kdo od vaju, pa kje imate vse te, a to pokale pa medalje skupaj daje, tam ima vsak svoj tabernakel ali kako? Ne, v bistvu imamo eno sobo, ki je pač rumpel kamor. Gre to vse not. Ja. Ja, vse gre to. To je pač, ja, in tam postava in to je to. Tako da, no, preštej, koliko imaš zmag, pa Ja, koliko... ne vem. Je Ne pa zdajle, res pač, pol, da pa Anže tu povedi. velikokrat, to je tudi ta problem, ke sem omenila, pač, da tekem je veliko, tekačic pa ni toliko in pač včasih si na tekmi je samo, sploh na daljših razdaljah, samo par tekačic, pa tudi pač se mi zdi, da tako nismo enakomerno mislim, je nekaj zelo dobrih, pa nekaj tako dobrih, pa nekaj teh, mislim, v redu, ampak pač niso toliko, jim ni to toliko resno, mislim, resno, ne trenirajo toliko, pa se ne... In pač ni tega razpona toliko velikega, no, in pol škoda, no, se mi zdi, lahko bi bilo bolj razvit, bi bilo bolj zanimivo, tudi večji izziv, večja motivacija. No, saj to ne, mogoče tudi, če bi
da bi pač ja, se več delali na tej promociji ali pa več žensk spravili to, da bi se scena malo razvila, pač bi bilo boljše, ja, mogoče No, bo v prihodnosti. vem, da je Barbara Jolič to skupinco takrat hotela malo dvigant, pa košutke pa tako naprej. Vem, da je bil nek ženski trening za, če ni bil ravno za kočev ali za, se ne vem zakaj, a ne. Ja, tudi je bilo vse, ja, A ne, pa kočevsko. ajde, mislim, upam, da se kaj dogaja, verjamem, da se kaj dogaja, no, se morda bi enostavno mogel samo pogledati udeležbo na tekih pa procente žensk, pa videti, če se kaj spreminja, verjamem, da se bo marsikaj naredil tudi zaradi takih, kot si ti, a ne, ki kaže, da je kos ne samo najboljšim tako, ampak tudi fantom in tako naprej, ali Ja, neki, ne vem, a mislim, vsem pogrešam malo več tega ali pa malo več spodbude, čeprav jaz mislim, da v Sloveniji nasploh, da so tekačice sam vrh, da je več uspešnih tekačic kot pa tekačev. Pač mislim, da je to dejstvo, kar se ga nekako, ne vem, a se ga vsi zavedajo. Pa tudi tako od ceste do trailov, ne. Mislim, Klara Lukan, Liza Šajn, Mišmaš, mislim, da traili pa pač res je. Lucija, pač res škoda, da ste imela tisti padec, ke mislim, da bi razturala. Na evropskem In bi bila tam in na konkurenčna, definitivno. evropskem, ja, in na tej Golden Trail, pač pa saj že prej imela pač Lucija je svetovna špica, Martina tudi, Nataša Robnik, recimo. V ultrah je, mislim, neodkrljiva, je tudi že moške premagovala, absolutno in tako naprej. Ja, pač mislim, še veliko je, ne bi rekel, da zdaj ful naštel, ker pač ne bom mogla vseh našteti, ampak veliko jih je, ampak mislim, da so pač veliko na svetovni ravni so pač, imamo v Sloveniji višje punce kot pa fante, ampak nekako gre to, se mi zdi, ni toliko prepoznano. Bravo, ne se prav, pravilo. Martina je mogoče se malo več pojavlja, pač ona je tudi v svetovni špici, ampak tako bi si zaslužila, ne vem več, se mi zdi. Zdajle, ja, mislim, da si res dala misliti, ne. V bistvu atletki na cesti imamo tekačice, ki so bolj pozicionirane kot fanti, spoštovanje pač do Ja. moških, konkurenca gor dol, zdaj jaz mislim, da konkurenca je zadnja leta, desetletja praktično enako ostra v moški in ženski konkurenci, roko na srce. Cestni tek tudi drži, Ja. gorski tek tudi drži, traili pravzaprav tudi, a ne, tako da ja, mislim, v bistvu imamo manj žensk, pa bolj uspešne so v globalu, a ne, tako, a ne, pa jih mogoče premalo izpostavljamo, ja, ker ravno zaradi tega. No, vidiš, evo, pa so neki, pa so eno Tako temo. da, ja, pa pač, verjetno, če bi bila večja baza ali pa pač, če bi se več žensk pritegnili, bi pač še nove prihajale, pa se novi talenti pokazali, ali pa, ne, če bi več žensk dobile motivacijo ali pa priložnost, ker tudi, pač iskreno, pač veliko žensk, tam je težje, a ne, tudi tako, nekako se, ne pravim, da povsod, ampak velikokrat se tudi od žensk pričakuje, da bojo večji del gospodinjstva pa otroke pa to. In pač manj časa, manj spodbude mogoče, Se pa pravi, tudi tako, no, recimo, manj varno je pač ne vem, če imajo kakšni fantje problem, a bi šel zvečer sam teč, ne vem, ne. mislim, Pač da, kar se tega ni tiče, ne. enako, pa da ne govorim čisto o bioloških pač, pa menstruacija, pa Omejitvah in pač predispozicij. Ja, tako. omejitve, ja, pa pač fizične. Tako da kljub vsemu temu so, veliko zelo uspešnih, punc, ja. In jaz sem zelo ponosna na njih, pa vedno navijam za pač punce in ja, upam, da jih še drugi opazijo, pa pač, da bojo pa, zasluženo se dobile, ne vem. A mi prišlo na misel zdaj, a ne, ko tako lepo govoriš o Ja. ženskih, o dosežkih potem. Rabimo očitno
tako kot je DM tek za ženske, tam v Tivoliju, rabimo en trail tek za ženske, samo pa moški pa obvezno morajo priti navijati, a ne? Tako pa na krčevalnicah mora biti samo moški, pa metle morajo biti moški, pa tako, evo, to bom jaz lansiral zdaj tam ven, da vidim, kdo se bo javil. Ja. Pa vsa dekleta bomo povabili brez zadrege, da tako da, evo, noben moški jih ne bo oviral, niti prehiteval, niti nič. Da Pa vidimo. tale trak v cilju morajo moški držati. Absolutno, dva najbolj kosmata morata tam držati tisti trak, ko Ja. preleti prva, druga, tretja in tako Ker naprej. Ja, to je tudi tako, ne, ful velikokrat so pač dve punce tam, pač se razumem nekako, ampak po drugi strani je to čez podbujanje stereotipov, pač ženske so tam neke hostese, ne vem, mislim, zakaj pa ne bi en tip pa ena punca to držala. na Križki je bilo zdaj tako, sta bila, Ja, to pa res sta bila sta bila Eva pa Dejan res super, ja. vse je bilo po spolih lepo Ja, zastopana in ja, vse ja, smo. In so, pa tudi evo, moderatorja sta bila dva, moški in ženska, tako organizatorja ja, sta, vse je bilo, super. res, ja, imeli smo. Sej ne bom rekla, se izboljšujejo stvari, tudi pojavljajo se zdaj na prireditvah recimo higienski pripomočki na WC-jih, pa to pač se izboljšuje, ampak ja, pač nismo še tam, no lahko bi se še kaj naredili, ja. Mimo grede, ker so pri ženskah, pa pri odličnih ženskah, vem, da si spoznala Courtney de Walter, ja, Aha, to sem videl tisto fotko, ne. ja, Hecna je v tistih košarkarskih ja, hlačah, res je hecna, no. Taka je, kot da ja, šla surfat. Ampak, mislim, jaz tako je govorila, zdi se mi ona taka res zabavna deklica. ja, tam ona je prišla, ko so na Transgran Kanariji smo bili takrat in je prišla, mislim, da kaj je neko nagrado v teh skupnih uvrstitev dobila in je tekmovala. Ampak ja, ona je taka zvezda, je bila kar povsod oblegana, mislim, da so se cele vrste zalovile. Je pa pač Američanka bila zelo taka vljudna, prijazna, nisem pa uspela več med vso to množico neki s pogovora imeti, ampak ja. Ampak je hecna, no. Ima svoj Zelo zaščitni znak, prijazna. Ja, noro hitra ja, je, kar je bilo nekje izpostavljeno, ne odstopi, če kaže, da bo pač 10 ali ja, pa 12, kljub temu, to da je prva pa, favorit. In gre do konca, no ne vem, to se zdi pa še ena to taka je bilo dobra res, ja. lastnost. No. A si ti kdaj odstopila, se ti je primeril kakšen DNF? Ne, nisem še, enkrat sem že bila na tem, pa sem v bistvu že klicala takrat Anžeta, pač, da bom odstopila in da me pride iskat za tam na naslednjo ukrepo, ampak on je glih zaključil svojo tekmo in je pač rekel, jaz sem čez močen, ne morem priti. In pa sem šla. A zdaj pomislila, da je to za nalašč naredil. Mogoče bi pa lahko prišel pa je rekel, moram jo pustiti pol ure, da to premlinčka, pa šla pa naprej in to se je zgodilo. Okay. Ja, ja, ne vem. To je bilo kar v redu, ker pa takrat sem pa ugotovila, da ko imaš krizo, da se kdaj tudi pobereš iz krize. So pa bile tudi situacije, kdaj bi mogoče bilo tlo fajn, da bi odstopila. Ja. Ne vem, pač nekako nisem. Mislim, kako se zdaj pametno odločiti? Ja, kako vedeti, da je zdaj. Ok, ker enkrat pač uriniraš kri, najbrž to ni dober znak, a ne? Ja, Ali pa kakšne podobne stvari. Mislim, ok, sem bila dobro. že na tem, pa ja. Ali pa je to taka dehidracija, pa rabo sem več tekočine, Ja. pa mineralov, ali je to kakšna resna napoved, odpovedi ledvic, ne vem, kaj pa vem. Andi Mamić mi razlagal, da je imel pljučnico, pa da je dihal s pol pljuči, pa je še vse napredoval na tistih svojih nesrečnih 600-700 kilometrskih Ja, preizkušnjah. noro, res. Ampak ja, se mislim, da tek po eni strani, sploh jaz, ker nisem prej tekla, da pač polka sem začela, pa to pač mi je dal pol enih takih pozitivnih stvari, te nauči neke vztrajnosti pa discipline, pa pač moraš, mislim, greš teč tudi, ko se ne počutiš lih najbolj, se ti ne da, si utrujen. Ampak po drugi strani pa tudi smo malo samodestruktivni. To. Pa,
bi pa rekla, da se zdaj po vseh teh poškodbah pa to, da se zdaj pa tudi nisem zdaj toliko najmlajša več, da se zdaj učim pa še malo, ko bi rekla, potrpežljivosti ali pa zmernosti. Pač zdaj pazim tudi, da imam dosti počitka vmes, pa probam se ne tako sama sebe lagati, da če me nekaj začne, da to ne ignoriram, ampak da probam pač takrat malo zmanjšati ali pa ustaviti. Ja, ker na dolgi rok je to boljše, sem se mogla naučiti. Mislim, Tako da, ja. modrost ne manjka, no, mislim, vsaj zase govorim, ampak ti vidim, da si že prišla tako. Mislim, mene je prej dohitela starost kot modrost in me je starost ustavila, ampak mislim, ja, ampak vsi bi rabili mal, mislim, tudi odstopiti ni slabo, če a ne, s tem preprečiš, še bi rekel, še večjo škodo, ne pa da si trmast do, ne vem, intenzivne, a ne, skoraj da, a ne, daj povem, a ne. Mislim, sej, vsak pravi ultraš prav, da mora slej ko prej odstopati, da pač ta vaja iz ponižnosti še sledi, ampak kaj boš prej odlaufala? 100 milkov v hribih ali 100 na cesti? Pa po mojih hribih. Definitivno. To ni sploh ni bilo. Glede na to, da jih je Anže že kar nekaj, pa ti je gotovo razlagal o tem, mislim, ne vem, ne, vsi pravijo 100, to je obvladljivo, 100 mil je pa transcendenca, je pa drug vesolje, je pa vse ostalo. Ne vem, kaj ti misliš? Mislim, meni se preden sem šla na to prvo 100, se mi je že to zdelo nepredstavljivo, pa pol je pač kar šlo. Ne vem, zaprobati je, bomo videli. Ja, pač 100 na cesti se mi zdi bolj pač, ja, ta enakomerno, Ubijanje ne volje vem, v sploh, človeku, ja. sploh kakšne, ka so te krogi, to to pa sploh. Po možnosti na stadionu, ja, tako je ta Ja, to pa Ampak ja, groza. groza, no, ok, sej ne rabaš tega, sej Ja. hvala Bogu, lej, ni šla še v Vipavo, pa tako naprej, bo šla lahko naslednje let na 100 mil v Vipavo, že te bo pa spremljal. Evo, tako. Ampak spremljam pa tudi hrvaške tekačice na 100 cesti in so zelo dobre, zelo tudi vrhunske, neverjetne so. Noro. Pač, Najboljše, ja, med najboljšimi na občudujem, svetu, res so nore. ja, Res. ja, občudujem, res. Mislim, res kaj, mislim, no, evo, veliko so o ženskah spregovorila, res imamo izjemne Ja. posameznice v tem tekaškem športu, ki bi kdo rekel, da je za ženske mogoče še bolj naporen in tako naprej, ne vem, ni redka anemija, mislim, ti vem, kot veganka imaš še posebej recimo izzive, da loviš ta hemoglobin, a ne, pa železo, Ja. pa tako naprej, a ne. Poleg, mislim, ker je šport sam, prehrana, mislim, tle, ne vem, jemlješ dodatke, kako to spremljaš, se meriš. Ja, sem kar zdaj nekaj let probala si to popraviti, pa nekako sem bila skozi na spodnji meji. In hodim se testirati kri in zdaj prejšnji mesec sem po ne vem, parih letih prvič, v bistvu se bom zdaj še enkrat šla, ker se mi zdi ful sumljiv rezultat, ker prej sem imela skozi tako okoli 30 feritina. In na zadnjem mislim, da je bil celo, ne vem, 24, zdaj je bilo pa čez 100. In ja, tako da ne vem, ne Kaj vem, so ti kako dali sem na to skrivaj dosegla. žile? Ja, Mislim, noro, pej še enkrat, za vsak slučaj. ja, da niso kaj zamenjali vzorce. Da niso kaj točno to, ja, mislim, tudi to se je že zgodilo. Ja, že. Ja, ker mislim, jaz sem si predstavljala, da pač če se enkrat s hemoglobinom pa feritinom pa vsem tem tako visok, ne, da prekipevaš v tej dirki. Pač čez drugače sem si predstavljala vse to, pač ne počutim se zdaj tako žal. Da bi nekaj prekipevaš, tudi fantje, povejte mi, zakaj ne prekipevam, oziroma nekaj ste zaprknili, za božjo voljo. Ja. Mislim, ja, sej, jaz bi rekel, da vsakemu vzdržljivostnemu tekaču na dolgih progah bi priporočil vsake toliko cajt narediti krvno sliko, Ja. mogoče pa se tam skriva kakšen odgovor, no, tako, na kakšno dilemo, Ja, ki jo ja. iščeš drugje, ne. Mislim, da hitro do tega pride. Mislim, sploh pri ženskah, pa pač menstruacija je tudi svojo težo, da ne pa. Jasno, jasno.
jasno. Ja, pač fajn je biti na to pozoren, pa pač tudi ja, za kosti treba že prej paziti. Ne, pač zdajle smo že malo pozen. Mlade punce, pač ja, Ja, je fajn osteoporoza je tudi imeti v resen mislih. problem. Ja, Tako, osteoporoza je resen ja, problem pri jaz poznam mlade tekačice mojih let, ki imajo s tem težave in ja, moče je to še bolj pomembno. No. Se pravi, ja, in krvne vrednosti, recimo vezane na železo, pa kostna gostota, pa vitamini in vse ostalo. To je bistveno, no, če hočemo na stare leta še kaj skakljati, v kakšnih hribih, tako ali pa ja. drugačno, posebej za punce. No, le. Je pa res, da se zdaj, kakor opažam, da je trend, da se ta starost aktivnih tekačev, tekačic nekako zvišuje, tako da imamo upanje, da bomo še ne. No, v končni fazi so samo negativne stvari, ja, tek krepi Je, mentalno in fizično v ja, vseh pogledih, tako da niso samo negativne ja, stvari, zdaj tudi, pozitivne so in velikih je. ja, Nekaj mi povej, zdaj nekaj skupnega ima, sem ugotovil, bada so na ja. svoj rojstni dan odlaufala Dunajski maraton, Ah, ti si ga malo ja, hitrejši, kaj jaz, ampak Vrstno si ga odtekla, moram se ti globoko prikloniti. 3:04 je izjemen rezultat, ampak prva stvar, ki sem pomislil, jih je ciljala na 3, pa ima zdaj neporavnane račune in je hotela iti za to v Milano. Pol. ja, pač ja, pa ne. Jaz sem v bistvu ciljala takrat na polmaraton, ki sem ga pa tudi tekla v Milanu. Okay? Pa se mi je zdelo, da sem se kar pripravljala na ta polmaraton, pa se mi je zdelo, da sem nekako ok. In sem prišla in sem pač, ne vem, zbudila sem se z vročino, alergijo sem dobila vsaj cvetel, imela sem ful vročino, slabo sem se počutila, menstruacijo sem dobila takoj zjutraj. Pač grozno mi je bilo, že na štartu se me je pač oblivalo vroče, mrzlo, zelo sem trpela od prvega kilometra naprej. Pač res je bilo, pač jaz sem mislila, da bom tekla, pač sploh nisem ure več gledala in ker sem vedela, da pač tisti moji cilji niso uresničljivi, ne, pač saj, a ne, na cesti ti dosti malo jasno Vidiš, kje gre, si, ja, oziroma da vidiš, nisi. Ja. kje si. Pač ni to zdaj ultra, pa hribi, ki boš na koncu malo not prinesel. Pač ja, tukaj takoj vidiš, ne, in pač sem vedela. In na koncu je še vseeno, pač ni bilo tako slabo, sicer ni bilo po pričakovanjih, ampak pač ja. Sem pa jaz skozi imela nekako, da ne bi bila tista, ki grejo ljudje za 42, pa prvič maraton teči. Okay. In sem pač jaz rekla, ampak jaz pa bi enkrat maraton in pač pol bi bilo najbolj, da pač preden sem 42, preden bo to. Ja, in pač Anže je gotovo, pač je bilo lih na moj rojsten dan in je bil 41. Dunajski maraton, pa jaz sem bila 41. In ja, in pač pa sem pa šla čisto kot za rojsten dan. Je pa res, da se na maraton bi se mogla še drugače pripravljati, ker nisem pa nič teh dolgih tekov sploh takrat delala. In sem šla čisto pač za rojsten dan in nisem imela nekih pričakovanj, tako da sem bila ful presenečena. V bistvu tudi nisem vedela, kako naj sploh štartam, ker pač nisem imela občutka. V bistvu sem še, ja, pač tako je bilo, no, pač hodila sem sam krogco narediti in je bilo pač ful dobro vzdušje, priporočam Dunaj vsem. Pa Res park, pa dobro, muska, pa. ja, no, Mm, odlično, pa na štartu te ful nahajpajo, ful lepo. Pol kasneje sem pa jaz seveda imela pol pa tudi ambicije, pač ja, časovne, pol pa se pravim, čisto malo preden bi šla na ta maraton v Milano, sem malo čutila, da nekaj ni v redu, ampak sem hotela še stisniti te treninge, ker pa bom pa tako malo počivala pred maratonom, pa pač ja, je šlo malo čez mojo, pol sem pa mogla odpovedati več stvari, ne, pa je malo trajalo. Tako da
še čaka. Hvala Bogu, no, da imaš take cilje zdaj, Ja. da si ni treba zmišljati kakšnih drugih treparij. Priporoč mi en maraton, evo. A v letu 2026, 27, povej, mislim, 26 imam zdaj že kar velik za film. 26. letos, jeseni, Sorry, 27. 27, spomlad, Pomladi. kam bi šla v Španijo, Ja, Nizozemsko. malo me tale Barcelona mika. Barcelona je vrhunska, vrhunska. Vrhunska je tudi Sevilja, ki še mislim, da je 14 dni prej, pa mogoče za tem še ravnejša. Nekaj od tega moraš izbrati. Ni pretoplo, recimo, pa ajde, recimo, da te toplota tukaj ne ovira, pa res so hitri ravni maratoni in grozna množica, fajn vzdušje na štartu v Barceloni, ti pač Barcelono zašpilajo in ti grejo kocine po konci in potež pošljejo dol v Camp Nou in tam okrog in res je dobro, no. Res je dobro. V Barceloni sem bila na pol maratonu, je bilo noro, vzdušje res, tako da ja, Letos je skoraj padel svetovni rekord v ženskem teku v Barceloni, tako da veš, da se da teči maraton 20, pa tam, no evo, moja prejšnja gostja je bila recimo v Barceloni na maratonu, pa je tekla 2:50, a ne, tako da mislim, da sem si skoraj odgovorila že na vprašanje, no. Sva že zmenjena. Ja, SAP 3 je določen za 2027, tle ni debate pol. Konc, samo še eno stvar, 2 kuža sta v vašem gospodinjstvu, ne? Kateri od njih je atlet, ki teče, ki je tekel? Aha, Arena, ja. Arena je, katera pasma je to da jo malo obnovite? Ja, to je pa Kanarski Podenko, je pa v bistvu ena taka žalostna zgodba s temi psi, ki je podobno kot so te drugi hrti, ki jih mogoče bolj poznajo ljudje, ki jih iz Španije tudi vozijo iz zavetišč. Pač uporabljajo se za lov tam in zelo pač grdo z njimi ravnajo, pač nimajo nobenega statusa, nobene zaščite, ker tudi te zakoni jih ne pokrivajo kot običajne pse, ker so kot delovni psi. In pač ja, ne živijo lih najbolj, tudi tam čez po Kanarskih otokih, če ne greš po teh turističnih, ampak ne vem, midva, ki so po zimi, pač greva okoli po trailih, pa po teh čez vasi, pa to pač dostikrat naletiš na take žalostne prizore, ki so pač nekje zapene ciganska naselja, zgleda, politično nekorektno. Ampak se razumemo. Ljudje ne živijo tam, pač samo imajo neko ograjo in zelo grozen zgleda, vse navlečen, napol zapuščen, tam so ali privezani ali nimajo velikokrat niti vode, pač mislim, shujšani, pač precej grozen, cele kupe jih je. In pol se pač tudi, ja, jih dajo ali pač jih niti ne iščejo, ali jih pač stran dajo, ali jih ubijajo, pač ja, ni lepo. In takrat, ko sem enkrat tudi bila pozimi na dopustu, ker dopust je vedno tako priprave na polne, sem pač opazila te pse, pa to, in so mi bili ful lepi, pač ful mi je bilo hudo, ker sem jih tako videla. In pol en tek je pa sem bila pač jaz, nisem cel dan tekla ali pa mogoče manj, pa je šel Anže in je prišel nazaj in je rekel, hit se obleč, greva, sem laufal mimo enega zavetišča in te lahko sprehajaš pse tam. Hit pojva, kaj še odprt, in pa so tam laufala hit do tja. In to je zdaj moj skoraj drugi dom tam, familija, ja. Ste kuhana in pečena tam, ja, bravo. Tako da, pač ja, kasneje je pač, ja, Arena prišla za nama, ampak vem, da veliko tekačev, kolesarjev hodi na dopust na Kanarske otoke in jaz zelo priporočam, pozimi je ful fajn, ampak pejte, pač ne morete cel dan okoli kolesar teč, morate imeti tudi pol, ne vem, popoldne, dopoldne, kaj pauze. Naredite nekaj dobrega, pejte, tam je veliko zavetišč, ki bojo zelo veseli, če kakšni prostovoljci pridajo in greš na sprehod s psom. Tam je tudi
sploh tam na Lanzarote, Arena je tam, je lih okoli tega in še dveh zavetišč je taka lepa pokrajina, ta vulkanska, lava strjena, polje noro in pač si vzameš kužka in ga peleš na sprehod in pač lepa izkušnja. Kužek je vesel, ti imaš nekaj počneš, Lepo, imaš prijatelja za sprehod. lepo. Priporočam, Mogoče ti kužki še bojo všeč rata veseli. polja. Ja, Kužki, mislim, mogoče kdo pride pa s tabo nazaj. Je pa pa mogoče to EU, tako da imajo evropski potni list. Ja, še lahko je, pa če boste kdaj imeli željo, da bi s psom pa tudi tekel, ja, ja, to je odlična pasma, da Canicross začnete s psom, ki ga boste na Lanzaroteju posvojili, recimo. Evo, tako kot je to naredila Aja. In kdaj si zadnjo tekla s psom? ne vem, po mojem takrat, pred tisto poškodbo za maraton. Ja, tako da zdaj že nekaj časa nisem. Je pa res, pa tudi jaz sem tekla, ne samo z Areno, sem tudi z drugimi psi. Smo si sposojali malo med sabo vse. Je tudi pšenice. Pšenica mi je razlagala Je bila takrat to, ja, z ogromno njenim stvari. sem tudi tekla, ja. In pač ja, kar noro, pač to je nora izkušnja. Pač kaj tečeš veliko hitreje, kot si sam sposoben, pač probaš ne past in adrenalin dela na Probaš ne polno. pas, se mi zdi tle glavni poudarek tega Ja, športa. ja, tudi če padeš, pa te vleče za sabo, saj te tabelki. Tudi če padeš, lahko še vedno zmagaš. Ja, tako. Sploh ta njen od pšenice je kar velik kenjen. Enkrat sem padla, je še mokra trava, bila on to ni opazila, sem poriti za nebo me vlekel. Na kakšne hitrosti si ti največ dosegla, recimo, s psom? No? To je bilo krepko po 3 Joj, minute ne na vem. kilometer. A? Ja, mislim, v bistvu pač problem so in noge in zraka, ti začne, pač sploh ne moreš toliko zraka vdihati, pač noro. So nori občutki, ja. A Pač. pes tudi pride iz for, ne vem, to so ti psi, so Mhm. itak vsak dan zunaj, ali pride tudi iz te kaške fore, mora tudi vaditi. Ja, Ali, ja. Areni se tudi pozna, pač zdaj le tudi mi, da ne bi jih na tekmo, bi tudi ona jih malo pogorela, kaj nismo vadili. Ja, pač psi morajo tudi vaditi, pa tudi zelo težko bo človek toliko s psom tekel, se boš ti prej poškodoval, mora pa še tako sam na kolesu recimo, da se ti na kolesu ali pa skiroju. Samo če hočeš zdaj tako, a ne, v zares. tak, ja, bolj za res. Drugač pa ja, saj če pa ni nič hudega, če greš pa sam tako normalno s psom na sprehod, da sam teče zraven, da te ne vleče tudi telefone. Ampak pač ja, te Need for Speed je pa gotovo Canicross, to je pa kar. Meni se zdi, da je adrenalin, mislim, kaj da bi skakal s padalom, no, res ne Ja, vem, ne ja, znam ja. primerjave narediti. Najbližje je mogoče, če greš kdaj na polno, jaz včasih po makadamih, na koncu, ko končuješ, greš pač spust, a ne da ni trail, da je makadam, da je še nekako tako obvladljivo, pa da greš na polno, ne, ampak ni isto, no. Pač s psom, pač je še ta element presenečenja. Element zajca ali lisice ali mačka ali tako naprej. Ja. Ja, ne, pa tudi tako, pač meni se zdi, da se moraš navaditi na psa, ti misliš, kam boš pristal, kam bo tvoja noga pristala, ampak v resnici te pa že malo potegne, mislim, ti pristaneš tvoj korak, pač nek druge, pač malo tega adrenalina že od tega, no pa. Bolj noro. Mislim, ja, jaz bi najprej poklical zovarja, pa ortopeda, pa bi rekel, da bom naslednji dan prišel k obema, ker grem na neko posebno disciplino, ker bom zdržal 75 metrov. Mislim, enkrat moram to gledati v živo. No. Saj videti moram v živo, kako to počnete. Pa sem rekel, da bom prišel, mislim, da je Trzinu ena tekma v Ja, je sklopu. tudi, ja. Ja, ne, da bi videl, to me res že zanima, ker počel pa tega ne bom več. Aja, lej. Skoraj uro 3/4 sem se pogovarjala, pa te nisem vprašal ključnega vprašanja. Si danes že tekla? Sam.
sem samo zato, da me ne bo kdo opozoril. Pač nisem vprašal take goste, če danes že tekla, jutri boš tudi. Le, jaz ti želim, da s tole roko zrihtaš. Zdaj te bomo gledali na tisti stotki, zdaj bodo vsi šli to gledati, se pravi Kurmajer, pa to Kitajsko bom polinkal spodaj, da boste to videli, ki je ta hodir. Ali prideš v Ribenco? To pa še ne vem. 5. Bom september. videla. Evo. Ja. Če prideš v Ribenco, se vidi v Ribenci, Ja. sicer pa le. A ne? Še kje drugje tam Drugač zunaj. pa priporočam vsem tekačem tudi tekme na Kitajskem, ker so res next level, tudi organizacija in vse. Goodie bagi so zelo bogati. Mislim, Na reklamo smo cesti, naredili za na Kitajce. trailu, ja. Greš na Snežnik trail, greš na Snežnik trail. Ja, je v planu, ja. To Sem pa te videl na zdajle, štartni ne. listi. Pridite na Ja. Snežnik trail, to je drugo soboto, prijave ste zamudili. Ja, če boste res prijazni, pa vztrajni, bomo se mogoče še spravimo zraven. Aja bo tam šla na Boš zmago. zrihtal. Bom probal zrihtati, evo, za tiste, ki to poslušajo, pa so zdržali čist do konca, pa recimo letos ne bodo šli na Kitajsko, evo, Snežnik, 13. junij, to je to. Aja Kozinc, se vidimo na Snežniku, pod Snežnikom in še kje drugje. Hvala ti za tvoj dragocen čas, pa tvoje zgodbe. Lej, jaz sem se ogromno naučil, podučil in mislim, da so odprla nekaj zanimivih tem, tako da hvala ti. še Ja, enkrat. hvala za povabilo, pa hvala, ker si priskrbel tudi veliko zanimivih intervjujev, sploh s puncem so mi posebej zanimivi. Evo, še Lej, tako naprej. se trudim, evo, pa bom še na te računal, da mi kdaj tako napišeš v recimo zasebno sporočilo, če je kakšna punca, kjer ti meniš, da jo rabim zvleči, evo, tle za mikrofon, z veseljem, ker res se trudim, evo, da zaključim še s to mislijo, res se trudim poiskati dekleta, ne, in jih povabiti, kakšna tudi ne želi, ampak fantov je res, bom rekel, neskončno mnogo, ki bi jih lahko intervjuval, punc predvsem manj in evo, lej. Kdaj kakšen fant rekel, ne? So tudi taki, ki so malo bolj stremežljivi, Aha. ja, tudi fanti so stremežljivi, mogoče celo več fantov kot punc, no, ampak bova to pa, se bova to Ne na bova štiri oči drugič. pomežili, ti bom povedal, kjeri so bili te, ja. Ne, se ne, mislim, ampak ja, za punce pa velja, računam tudi na kakšen tvoj predlog, ker vem, da si podkovana na tem področju. Tako, hvala. Lepo se ne. Pozdrav, Žeta. Je bom. Čau. Hvala, čau.